Lepo pozdravljeni, en lep pozdrav vsem, prav vsem, ki spremljate svetopisemski maraton, ki se letos, kot veste, odvija že 14. Tokrat pod geslom Glej, vse delam novo. Geslo, ki je vzeto iz knjige Razodetja, 21, 5. vrstica. Tako kot lani, tudi letos vse poteka preko spleta, kar je v bistvu dobro, ker tako omogočamo vsej Sloveniji, pa tudi še preko meja, da aktivno sodeluje tako pri branju, kot tudi pri spremljevalnih dogodkih. To pomeni, da lahko vsi sodelujete z vprašanji, ki jih lahko zapišete v chatu, tisti, ki ste na Zoomu, ali pa jih poveste na koncu pogovora tudi na glas. Res Bogu hvala, ker vsako stvar, ki s početka mogoče zgleda slabo, obrne vedno na dobro. Danes, na nedeljo Božje besede in na nedeljo molitve za edinost kristjanov, je med nami prav poseben gost. Verjetno ga prav vsi poznate, nekateri preko izkušnje bolezni, nekateri kot romarji k Mariji v Lourdes, spet drugi s kapele Marije Snežne pod Triglavom, kamor še zvesto roma in mašuje ob Marijinih največjih praznikih, večinoma pa ga verjetno poznate preko valov Radio Ognjišče, kjer je prav pogosti gost. Gospod Miro Šlibar, prav lepo pozdravljen in hvala, da ste danes naš gost, čeprav verjetno to niti ni tako nenavadno, ker ste velik ljubitelj in oznanjevalec Božje besede. Miro, pozdravljen. Bog daj, vsakemu dam roko. Bog daj. Ne vem, Miro, verjetno, ker imate tako zelo bogato delo, sem še na kaj pozabila pri predstavitvi, in morda vi še posebej kaj izpostavili. Vse prav lepo pozdravljam še v svojem imenu ta večer in mi je veliko čast in sem hvaležen, da sem bil povabljen na ta pogovor, na to srečanje skupaj z vami. Tukaj nisem sam, sem tudi v imenu tolikih duhovnikov, ki spremljajo bolnike po slovenskih bolnišnicah. Kar 30 približno je teh, da ne rečem domovi za ostarele, pa na župnijah. Pa pozdravljam z tega mesta tudi vse, ki so ob bolnikih, tako svojce doma, tako tudi vse, ki so v bolnišnicah, ki se v teh časih korone še posebej prizadevajo s tako velikodušnostjo, s takim veseljem. Pozdravljam tudi vse, ki so v tujini, ki spremljajo daleč naš pogovor. Vesel sem, da smem biti z vami. In lahko povem, tukaj je moj začetek v Moravčah, v tej hiši, kjer smo se rodili, 5 fantov nas je bilo in bom potem še kaj več povedal sam. Hvala, Miro, za te uvodne pozdrave. Gotovo so bili vsi veseli, ker vas se vedno razveselijo ljudje, ker prihajate pogosto tudi v najtežjih trenutkih. Ampak prav na začetku, zato ker je danes nedelja Božje besede, bi vas pa kar takoj vprašala, kaj vam osebno pomeni Sveto pismo? Omenil sem in pokazal to fotografijo moje rojstne hiše. In če boste zdaj morda rekli, pri vas je pa tako bralo Sveto pismo. Vem, da je bil na omari, tiste 4 izvodi v črnem, pa smo imeli zelene ovitke, ampak to je stalo tam gor. To nismo mi kaj veliko brali. Te kulture takrat po 50. letu, ko sem gor rastel, je bilo malo se v tem poglabljali, v samo branje. Da ne rečem v cerkvi, vse veste, kako smo otroci poslušali. Sam, da je bilo konc, pa še razumeli nismo, ker ni bilo še takrat v slovenščini. Tako da, moram reči, kasneje v šoli, v malem semenišču, tam sem že vstopil na te prve stopnice in se dvigal vedno bolj zares k Svetemu pismu, pa potem seveda v bogoslovju,
na teološki fakulteti in potem pa to sprotno, kar živim iz Božje besede in poskušam tudi posredovati drugim. Moram pa reči, to pa čisto odkrito povem, morda bo tudi komu v to lažbo. Še nisem nikoli prebral celotnega svetega pisma, od prve Mojzesove knjige do razodetja, do apokalipse. Morda bo komu vtehlo tudi to. Čeprav mi je pri srcu, imam veliko izvodov, moj prvi izpit, tudi zanimivo, je bil iz svetega pisma. Pa moram tudi se dotakniti ene zelo pomembnega dogodka. Pri profesorju Francu Rozmanu sem delal izpit, uvod v sveto pismo. In kot duhovnik v bolnišnici sem ga potem spremljal za težko bolezen in nikoli do takrat nisem vzel s seboj brevirja. Takrat še ni bilo na telefonu. In sem vzel s seboj, sem rekel, se bom zadržal malo dlje časa pri njem in sem molil lepo večernice. Jasno, on je bil čist v komi, pa sem na glas molil in to vem, se spominjam, tisti, ki ste ga poznali, pa vedeli tudi za njegovo smrt, da je že umrl, je že to dolgo, ampak mi je tako blizu, ko sem takrat ob koncu, veste, da pri večernicah so prošnje in ko je za rajne, takrat je on umrl. In njegov obraz, prej, ko sem ga spremljal, in v tistem trenutku, ko se je posloval, ko je umrl, njegov obraz je zažarel tako, a veste, da sem samo gledal in sem rekel, poglej, to je tisto, kar Gospod dela novo. To trpljenje, to preizkušnja, ta bolečina se ob smrti, ko Gospod ga objame, svoje naročje sprejme, se popolnoma razneže njegov obraz. Tako da sem zelo hvaležen za ta dotik prenove, kako Gospod ustvarja. Če bom še kaj v nadaljevanju omenjal, posebej te dogodke, ta srečanja, ali kaj sem se doživel lepega, ne smete vzeti kot tisto moje eno hvaljenje, ampak jaz vsem tem želim reči, kako je Gospod dober, da dela novo tudi po enem meni ubogem duhovniku, grešniku, ki pa veruje v Božje usmiljenje, da mi Gospod vodi. Miro, tako iskreno ste povedal, da od alfa do omega pri svetem pismu niste prišli, ampak zagotovo, ker vem, da imate sveto pismo vedno pri sebi, če ne drugače pa na lističi z kratkimi odlomki in vrsticami, katere so tisti vrstice, odlomki besede, pri katerih ste se toliko ustavljali, da verjetno ravno zaradi njih niste prišli do konca, ker ste se pasli na tistih cvetočih travnikih tega vašega svetopisma. Ja, veste, sem izbiral geslo za novomašno podobico. Toliko lepega, toliko stavkov, ampak jaz sem rekel, tisto jaz ne moram uresničevati. To je pretežko zame, to ne bom zmogel. In veste, kaj sem izbral? Ugante. Tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Bog mi je dal tudi, da sem doživel srebrno mašo. Sem tudi ta stavek zapisal. In pustimo v prihodnost. Če Gospod hoče delati novo in dobro, potem je bo tudi za zlato mašo čez dobra 3 leta in ne bom izbral drugega stavka. Gotovo pa ne bom škof, to sem pa prepričan, da ne bo treba tam postaviti tega stavka. Ampak ta stavek res ne samo, da je napisan, to je odgovor na tolika srečanja o bolnikih, po bolniških posteljah. Če rečem samo 27 let v kliničnem centru pa na onkološkem inštitutu, je tako zvenel ta stavek. Moram odkrito povedati,
skoraj nikoli nisem imel pri sebi v torbi tudi ta najmanjšega svetega pisma. Ampak poskušal sem nekaj stavkov takih temeljnih povedati bolniku, vse takrat na bolniški postelji veste sami, da ni za kakšno veliko branje. Ampak ta stavek je bil gotovo eden od teh. A še kakšnega želite? To je Rimljanom 8:28. Tokrat sem bil vprašan, kakor ste tudi vi, ko pride bolezen, trpljenje, zakaj? Zakaj ravno jaz? Pismo apostol Pavel Kološanom v 1. poglavju, vrstica 24, je zapisal, jaz sem pa to čisto preprosto povedal, s parimi besedami, kar primanjkuje Kristusovemu trpljenju, to mi dopolnjujemo za njegovo telo, ki je cerkev. In sem rekel, dragi moj, na bolniški postelji, mlad, starejši, moški, ženska, nimam odgovora. Lahko samo sem s teboj, samo lahko čujem pred tebi, lahko se ti samo dotaknem, zdaj tudi to ne smemo. Ampak ti si velik pred Bogom, dopolnjuješ, kar manjka Kristusovim predpostem za njegovo telo, ki je cerkev. Pa boste vprašali, a še kaj manjka Kristusu? Ja, ti mu manjkaš, da bi naredil še kaj več in še kaj novo. In še za te velike namene in potrebe cerkve in sveta. Še nekaj. Kana Galilejska, a veste, kaj je Marija rekla? Karkoli vam reče, storite. Janez, 2. poglavje, 5. vrstica. Zdi se mi zelo konkretno za nas, da smo poslušni. Če hočemo nekaj delati novo, a pa ne mi, pustiti, da Bog dela novo v nas, moramo poslušati. Moramo poslušati ne samo Gospoda, moramo poslušati sebe, svoje telo, moramo poslušati svoje bližnje, moramo poslušati starše, moramo poslušati moža, ženo, moramo poslušati naravo. Ko sem imel danes priložnost, ko tolikokrat izberem pot tja na vrhe, uro pa 15-20 minut hoje v gozd, je rekla ena, ko sem jo srečal, kako čudovita narava. Tudi naravo poslušam in tukaj srečujem tudi Boga. Še bi lahko kaj našteval, do tiste, ali mati pozabi, žena pozabi svojega otročiča, tudi če ga ona pozabi, jaz te ne pozabim. A morate še kaj več biti polni upanja, če slišimo to besedo. Pa to ni veljalo. Takrat, ko je prerok Izaija napisal toliko stoletij pred Kristusom. Prav danes je papež opoldne rekel, da vsaka beseda, vsak stavek pomeni danes. Mar pozabi žena, tudi če ga pozabi. Gospod pravi, jaz te ne pozabim. Danes. Zavriskali bi lahko zdaj vsi, ki smo tukaj na spletu. Hvala, Miro. Ja, prej sva govorila ravno uvodoma tudi, preden sva se povezala prav v tem danes, nekako živa je ta Božja beseda. Vsak trenutek in takrat, kadar smo v stiski, kako pomembno je, da se res najprej zatečemo prav tja. V knjigo, ki jo imamo nekje na oltarčku v svojih stanovanjih in je na nek način lahko predstavlja odgovor na vsakršno našo stisko. Tako da hvala za to spodbudo vsem nam. Miro, že ste nekako nam opisali delno, prav posebno župnijo imate in to vaše župnijsko občestvo, kako se kot duhovnik oziroma kot bolniški župnik, kako bi predstavili to svoje bolniško občestvo oziroma župnijsko občestvo za poslušalce svetopisemskega maratona? Ja, vas moram kar malo popraviti. Sej, jaz nimam župnije. Jaz sem bil res kaplan. No, to bom lahko tudi povedal. Da ne boste ob koncu rekli, ti lahko govoriš, ko nič ne veš, kaj je bolezen.
bil sem kaplan na 3 župnijah, prvo v Sodražici, v Šentjerneju, pa v Zagorju. In v Sodražici sem bil takratni generalni vikar, nekateri se boste spomnili, kdo je bil takrat v Ljubljani, leta 1975, je rekel, ker tukaj ne ostane, se ne bo več kot 1 leto živel. Ker sem bil pri dietni mizi v bogoslovju, ker sem imel na vsak mesec pregled, če veste, kaj je ulcerozni kolitis. In je potem, sem prišel še naprej, ni bilo tisto uresničeno, tista napoved, šel za kaplana še naprej v Šentjernej, pa potem v Zagorje. In 1985 je nadškof povabil na pogovor, če sprejmem župnijo, no to je pa zdaj župnija, ki je drugačna, ki je še ni, to je bolniška župnija in takrat se zanimivo tudi to, Bog ve, kaj dela novo. Točno na 12. julij, se mi ni treba pisati, 12. julij 1950 sem rojen, 12. julij 1985 je bila pa ustanovljena bolniška župnija. Se pravi, bilo to eno največjih daril, ki vam jih je Gospod Bog dal v življenju, verjetno, ker se mi zdi, da kot bolniški župnik ste najbolj cvetoč. Zato, kot sem že omenil na začetku, sem samo res lahko hvaležen za to milost, da sem bil za to izbran. Zdaj, ko ste vprašali, kako pa zdaj ta drugačnost gleda, po 27 letih tega dela v kliničnem centru, v bolniški župniji, potem so to prevzeli bratje Minoriti, sem pa zdaj na Dobrovi, je to čisto spet drugačno delo, sem pa duhovnik pri Marinih sestrah na Dobrovi, kjer je 12 sester, za njim imam mašo, potem je pa moj avto v garaži in potem je samo pot v hrib in boste rekli, ja, to je pa komod življenje, ne? Ampak poskušam še uresničevati še marsikaj drugega, od tega, da sem duhovni asistent pri katoliških zdravnikih, pa povezujem vse duhovnike slovenskih bolnišnic, ravno v preteklem tednu smo se srečali tudi preko Zooma, teh, ko sem omenil že na začetku, nas je okrog 30. Potem skrbim tudi, ko ste že omenili, za svete maše na Krederci, pa ko si je lahko šlo tudi v Lourdes z bolniki, pa še kaj drugega, tako da je res to drugačno. Bom povedal čisto v podobi, morda komu tudi v spodbudo, če kdaj je njegova pot drugačna, ali do branja svetega pisma, ali do poslušanja, ali v vzgoji. Letos je bilo kar nekaj snega. Pot tja gor v hrib je bila kar skojena. Ampak jaz sem takšen, da sem šel raj mimo te poti. Se pravi, da sem šel v celo. In tako čutim tudi, da je kdaj prav dobro iti v tako celo, da ne greš čisto po utečenih stopinjah, ampak da greš nekje poleg, zraven in mirno stopiš, te ne spodrsne, odkrivaš ob tam še kaj lepega. To je samo prispodoba, ki pa jo lahko prinesemo tudi v naše življenje. In mislim, če bi nadaljeval, ne vem, kaj mi boste vprašali zdaj, je tudi Marina pot je bila malo drugačna, ne? Že na samem začetku, ko je zvedela, da je noseča in tudi teta Elizabeta, je hitro vstala, je šla, urna je bila, ni razmišljala, kako je bilo ob oznanjenju, ob spočetju. Šla je, da pomaga. Luka, 1. poglavje, 39. In ker smo na nedeljo
Božje besede, Svetega pisma in v branju. Tam pozdravljam tudi vse, ki usporedno berejo vse te dni. Pa bom prebral tudi ta odlomek, da nam pride še bolj blizu ta Marijina pot, obisk tete Elizabete. Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna Svetega Duha in je na ves glas vzkliknila in rekla: blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod. In Marija je rekla: moja duša poveličuje Gospoda. Mislim, če želimo, da Gospod dela novo in mi z njim, in še toliki drugi ob nas, moraš imeti cilj v našem življenju. Tu pogosto pride prav ta beseda, prav v pogovoru z bolnikom ali z njihovimi svojci. Cilj moraš imeti, če možno, da imaš ob sebi dobre ljudi, se pravi, dobri družbi, da greš naprej in da hodiš, da greš. Papež pravi, ne, da se pretegujemo po kavču, da delaš. In prav se mi zdi, da ta Marijin zgled, ta naglica na obisk tete Elizabeti nas dela tudi nove. To je spodbuda. Boste rekli, samo za tiste, ki obiskujemo bolnike? Nikakor ne. Ne samo tisti, ki hodimo na obiske. To velja tudi za tiste, ki so morda priklenjeni na voziček, na posteljo, nikamor ne morejo, so drugačni, ne slišijo, ne vidijo. Tudi oni lahko gredo na obisk. Na obisk svojo molitvijo, z lepo mislijo, z eno obljubo, lej, spremljam te, koliko nas uči te drugačnosti naša mati Marija. To sem povedal morda malo več, ker sem tudi lurdski kaplan in ko sem dobil to, ni to nobeno odlikovanje, to je samo eno pozornost, ker vsako leto skupaj z Italijani, z Unitalci organiziramo to romanje v Lourdes. Ko sem vprašal, kaj pa je zdaj moja dolžnost, in so rekli, da bi imel še bolj rad bolnike, pa še bolj rad Marijo. Zato poskušam vstati in naglici, tudi če je treba, COVID na bolniku, tudi se zahvaljujem Bogu za ta dar v preteklem tednu. 6 sem se srečal. Res, morda, če bo še priložnost, še kaj osebnega, podrobnega ob tem obisku tudi povem. Miro, hvala, ampak zdaj, ko ste pripovedoval o tem stiku še nerojenih Jezuščka in pa Janeza Krstnika, ko sta bila še v materinih telesih, sem se spomnila, da sem pri predstavitvi pozabila povedati tudi eno pomembno poslanstvo, ki ga opravljate na Kureščku z darovanjem maš ob četrtkih za nerojene otroke. Tako da to je zagotovo tudi ena taka pomembno poslanstvo in prepotrebna molitev za vse te žrtvice. Bi pa rekla,
zagotovo, ker se poznava že kar nekaj leta, ne vem, da Marija v vašem življenju in duhovništvu ogromno pomeni, da je za vas zelo pomembna. In tako kot je Marija teti Elizabeti prinesla Jezusa, vi vsem tem ljudem, ki ste jih zdaj omenjali in so na prostorih, kjer ni cerkev, kjer bi Jezus recimo bil, tako kot smo vajeni, a ne v tabernakelju, ampak vi prinesete Jezusa prav do vsakega, ki ga je željan sprejeti. Kako čutite oziroma kako sprejemajo ljudje ta najdragocenejši dar, ki ga prinašate? Kakšne so te vaše izkušnje, kar je zagotovo, nekaj ste jih že povedal v številnih oddajah in tako, ampak podelite to še z našimi poslušalci na Svetopisemskem maratonu. Poglejte, bom kar stopal v kapelo v klinični center. Ko sem bil poklican k bolniku, sem se najprej ustavil pred tabernaklem. Potem sem vzel Najsvetejše v posebno posodico in Jezusa prosil, glej, grem tja, k temu in temu, ali pa nekamor povabljen, pa grem kar po oddelkih. In ko sem Jezusu povedal, glej, zdaj ideš ti z mano, jaz tebe nosim, ti boš pa delal. Ja, veš, Jezus, se sem prosil še več ljudi, da bi molili za to, da bi tebe zdaj sprejeli. Veš, ona žena je rekla, mož naj ne prepozna, da ste duhovnik, da se ne bo strašil, da bo moral umreti. Glej, zdaj ti, Jezus, smo molili, ti boš pa zdaj delal. Rekli ste, Miro, mogoče še to samo, da ste v bistvu 87 leta začel že kot bolniški duhovnik. Takrat pravzaprav vrata veri še niso bila v Sloveniji tako zelo odprta. Mogoče tudi tukaj, kaj je bilo novega? Koliko novega je Bog tudi na tem področju naredil, ko ste tako prinašali Jezusa nenapovedano, recimo? Ja, hvala Bogu, že 2 leti poprej, 85 se je začela bolniška župnija v tistih težkih časih še, ko je bilo res, ko je veliko delal takrat Jezus na novo. Če čisto povem preprosto, jaz sem šel lahko k bolniku, k tistemu, ki so svojci oziroma domači prosili. In ko sem prišel na informacije, mi je čakal listek in je gor pisalo ime bolnika, priimek, kateri sobi je in da želi katoliškega duhovnika. Vratar mi je opisal v knjigo, kdo sem, kdaj grem in komu grem. In ko sem se vrnil nazaj, sem naredil kljubico na tisti listek in mi je spet opisal, da sem se vrnil nazaj. To je bilo vse do naše osamosvojitve, ko smo postali samostojni Slovenija po 90. letu. Tako da, ampak vsak, ki je želel prijeti duhovnika, ne samo z mano, z leta 85, že prej moram omeniti gospoda Zupančiča, Jožeta Zupančiča, lazarista, ki mi je prav upeljal, prvič mi je peljal v bolnico, pa potem še prej gospoda Jaka Turšiča, Salezijanca, gotovo nekateri ste ga poznali, in še prej Ignacij Slana, pa še drugi duhovniki že poprej, ampak z veliko težavo so prihajali k bolnikom. Skratka, ta znanost medicine, zdravstvo je premalo vedelo, da je zdravje telesa, duše in duha. In potem, hvala Bogu, se je to odprlo. Mislim, da je tisti stavek, ki je tudi v kapeli v kliničnem centru zapisan, zgovoren iz Janezovega evangelija, nihče nima večje ljubezni. Da je to mi dajalo pogum, da sem stopil tudi tja, kjer je bilo težko, da sem se srečeval tudi s težkimi bolniki
In ne nazadnje tudi zdaj, ko se človek tudi mora bolj zaverovati zaradi okužbe. Nihče nima večje ljubezni. In če ti nekdo tako reče, ki je stavek, ki je za danes, ki je zame, ki je zate, draga sestra in brat, potem sva lahko pogumna v svojem delu. In nikoli nisem gledal za tem, ali bom uspel, kot ste vprašali, ali bo ta sprejel duhovnika. Bil sem preprosto tam in če je odklonil, sem imel vse vrste primerov, bi lahko vam do jutra pripovedoval, ampak navadno Bog mi je dal pač tak značaj, da nisem bil vseljiv, da sem, kakor se da znal pristopiti, da so sprejeli duhovnika. Bom rekel, sprejeli Jezusa po duhovniku. In to v tem času, to, kar ste omenili, v bistvu, kako ste se najprej mogli vpisovati, sploh zato, da ste prišel v klinični center, ne? Zdaj pa že govorite o tem, da ste duhovni asistent Društva katoliških zdravnikov. Se mi zdi, da je to en velik korak in res priznanje temu, kako smo kot osebe, ne samo telo, ampak tudi duh in duša. Kar vse pripomore k zdravju, a ne? Vse mora biti uravnovešeno, da je zdravje res dobro. Gospod dela novo. Ne? In sem tudi v zadnjih mesecih, ko nisem zdravnik, in ta ISIS, to je njihova revija, prijemajo samo zdravniki, nikjer se ne da kupiti. Čisto, bom rekel konkretno, ko ste me izvali, lahko tudi to vsak mesec dobivam po pošti in to brezplačno. To, ko govoriva o tem, kako Gospod povsod dela novo, tudi v bolezni in trpljenju. Koliko kolikim prerojenjem ste bili priča takole v bolniških posteljah, kolikim ljudem je bolezen, prav po bolezni Jezus spremenil življenje, vstopil morda v njihovo življenje? Ja, koliko lahko o tem povem. Takole včasih sem malo važen, pa se rečem, malo pogledam približno na leto, v 27 letih, koliko sem jih srečal, s kolikim sem se pogovarjal ali jim ponudil tudi sakramente, in jih je okrog 30,000. Potem pa se takole, ko rad hodim, si postavim jih ob cesti, to vse svojo molitvijo, vse to premolim, jih obiščem, to je že kar velika kolona teh in se rečem, kako sem presrečen, odkje je meni ta milost, da bom imel tako spremstvo. Sem prepričan, da bo malo pomagal tudi meni ubogemu, da bo Gospod bolj usmiljen z menoj. Pa bom omenil, kako res Gospod tudi po bolezni, po trpljenju dela nekaj novega. Pred leti sem bil poklican na nevrološko kliniko, prinašal sem obhajilo osebi, ki je želela, poleg nje je bila ena, ki je rekla, da je ateist. Potem pa takole povprašala, ti, a moliš samo takrat, ko prihaja duhovnik? Pa pravi, ne, tudi drugače. Ampak srečanje z duhovnikom, pa za sakramentom, je pa še posebej nekaj velikega. In pripoveduje ta oseba, da sta potem veliko se pogovarjali v sobi in vedno bolj bliže je želela ne samo oddaljenosti, ampak sploh na ušesa, poslušala molitev in kako je Gospod naprej delal. Ta oseba
ki je rekla, da je ateist, je počasi, to je bila tudi milost zraven gotovo, ne samo te v sobi, ki je bila z njo, se je odločila, da da krstiti svojega 6-letnega otroka in tudi sama je prejela zakramente. Kako Gospod dela, a ne tudi po moji bolezni, po mojem trpljenju, lahko komu odpre pot. In sem spet na tistem mojem novomašnem geslu, njim, tistim, ki Boga ljubijo, vse pripomore k dobremu. Še bom nadaljeval. To je bilo pa čist v zadnjih mesecih. V Soči sem še odgovoren za duhovno spremljanje bolnikov. In moram reči, da veliko jih tam obiskujem, teh, ki so šli skozi COVID bolezni iz kliničnega centra z najtežjimi poškodbami, ko so bili tudi po mesec, 2 v komi, ko jim vse mišice odpovedo in tam je to terapija prav za te ljudi. Srečam osebo, pravi, pri 36 letih sem prejela zakramente. V takih družini sem zrasla, potem sem pa ob babici, ob prijateljih dobila svetopismo, začela prebirati svetopismo, se pripravila in sem krstila, ostale zakramente prijela in kljub temu, da je na invalidskem vozičku, je videti kot najsrečnejša žena. In pravi, redno bere svetopismo, najbolj je pri srcu evangelist Janez in prav mi je zaupala besedo, ki jo je zelo nagovorilo, beseda novega celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, pravi, vse lahko podvomite, razen v Božjo ljubezen. In zelo povezana s Svetim pismom, preživlja sedaj svojo invalidnost, sledi novemu, tudi dobiva pridige patra Marka Rupnika in sem vesel, da tudi meni prepošlje. Tako vidite, je že apostol, kakor tistega, ki se ga zelo dotakne Božja beseda, Jezus sam, lahko potem tudi že apostolsko deluje. Imam še en tak močen primer, prav človeka, ki je šel skozi COVID v kliničnem centru in sem ga obiskoval, te dni je šel že domov. Žena pripoveduje, kako težko je sprejela, da je njen mož zbolel, kako pa je zaupala prav v Sveto pismo. Pravi, prijatelji so mi pomagali, ker slabo vidim, so mi pripisovali stavke Svetega pisma z velikimi črkami, tako da sem lahko prebirala. In je spoznala prav to, ne, da je Gospod tisti, ki ji da moči, da zdaj zmore niti ne k možu prihajati, ker ni mogoče, ampak pogovor po telefonu in mislim, da tudi ta bolezen in tolike druge bolezni pripravijo tudi druge, da pridejo bliže Gospodu. So tudi spreobrnenja. Hvala Bogu. Gospod veliko novega dela tudi po Mariji, po Marijini priprošnji, po Marijinih rokah. Kar velikokrat ste bliže v Lurdu z bolniki, s težkimi bolniki. 5-krat sem bila tudi z vami kot spremljevalka in sem videla v bistvu to,
kakšna mera zaupanja je v teh ljudeh, ki kljub tako težkim razmeram, v katerih trenutno so in težkim tudi prognozam včasih, tako zelo noro zaupajo v Božjo ljubezen, pa tudi v vašo molitev in v bistvu v vaše spremljanje te poti, ker pot ni lahka, sploh tista ne z vlakom, ampak vse to znajo tudi vi na hecu obrniti, nekako z enim takim humorjem Božjim spremljati, da je vedno na vlaku ena dobra volja in vse štima. In dejansko ti ljudje s to vero in s tem zaupanjem do Marijine priprošnje k Bogu tudi prejmejo mnoge ozdravitve in mnoga, ne nujno samo telesno, ampak tudi duhovne spreobrnitve in moči. Toliko lepih trenutkov sem jaz osebno tam doživela, vi pa še toliko več zagotovo. Lahko kaj povem? Z veseljem. Ja, moje prvo romanje v Lourdes je bilo 1973 še kot bogoslovec. In se spominjam škofa Držečnika, takratnega mariborskega, ki je bil vprašan na vlaku, takrat je vodil pater Marjan Šef, jezuit, duhovnik in zdravnik, če je slišal mariborski škof Držečnik za kakšen čudež, ki se je zgodil v Rimu, v Lourdesu. Pa pravi, ne, za nobenega nisem slišal, ampak vem, da so čudeži, pa jih je veliko drugačni. Mnogi se vračajo domov z večjo vero, trdnejšo vero, z večjim zaupanjem, z večjo pripravljenostjo sprejemati svoje življenje. Ne samo to. Mnogi so tudi ob njih, to se dogaja tudi vsa ta leta naprej, ki spremljajo kot prostovoljci, kot zdravniki. Tudi njih se dotakne. Pa ne vidijo Marijo zdaj, da tam spregovori, a se jih dotakne. Ampak dotakne se jih to molitveno, duhovno, ta bližina, ta množičnost, to občestvo, ta cerkev, ta skupna hoja, skupna vožnja, da so bolj odprti tudi za medsebojno pomoč, tudi za doma, drugače delajo v zdravstvu, upravljajo druga poslanstva in tako naprej. Če bi našteval vse, ki takole kdaj se oglasijo, ki so bili v Lourdesu s pošto, potem res rečem, splača se. 9-krat smo takole romali skupaj, oziroma ne, 14-krat, 15. bi bila obletnica, potem se je pa ustavilo zaradi korone. Upamo, da bomo še to nadaljevali. In Bogu sem hvaležen, pa Mariji, da je poromalo tako v teh letih okoli 1000 ljudi iz naše Slovenije, skupaj z Italijani, kakšno leto tudi iz Bolgarije, pa iz Hrvaške, tako da se pridružimo prav eno takemu mednarodnemu romanju v Lourdes. Miro, koliko pa pogrešate Lourdes, pa romanje v Lourdes? Se vidite, v mojem ozadju je Lourdeška Marija, poleg je tudi slika Bernardke. Lourdes je lahko tudi doma. Lourdes je lahko tudi bolniška postelja za nekoga. Lourdes je lahko tudi eno delo, ki ga opravljam, ki ga težje sprejemam in se z njim spoprijateljim. Vse to je Lourdes. Tam je Bernardka slišala Marijo, nemogoče, da se obriše, da se umije s tisto vodo iz zemlje, umazano. Slišala je in Bog je delal in prenavljal. In na milijone ljudi vsako leto v normalnih časih poroma v Lourdes. In na tem ekranu, ki zdaj vas nekateri vidim, vaša imena predvsem, pa sem vsak dan v Lourdesu
odprem to spletno stran in velikokrat se pridružim molitvi, ko je v določenih urah rožni venec, tudi sveta maša pri votlini, zdaj zelo vse omejeno, in tam prenesem potem tiste, ki bi radi romali tja, te, ki smo bili, in tudi, če bo Bog delal novo, da bo vse to preustvaril, odgnal to korona, COVID, a ne pa bomo spet nadaljevali. Se veselim. Miro, kako bi pa za vsakega izmed nas svetoval, da bi slišali ta stavek, glej, vse delam novo? Omenil sem že, če se prav spominjam, a ne, nisem se poglabljal, a to pravi Gospod, vse dela novo, ali to pravi človek, vse dela novo. Mislim, da moramo kar z roko v roki biti pripravljena, ne, da jaz delam in da sodelujem skupaj z Gospodom, pa ko sem že prej omenil s tolikimi drugimi, da delamo kaj novega. Jasno, da to najprej velja zame, da se za to trudim, da to priporočam v pogovoru v katehezah za bolnike, tudi bolnikom, s njihovim svojcem, zdravstvenim delavcem. In če se ozrem samo na sinodo, hodimo skupaj. Je tudi to naše delo, naša skrb, a ne, da bi delali novo, tudi preko teh pogovorov, teh načrtovanj v različnih skupinah, po naših župnijah. Enostavno, da smo nekako orodje v Božjih rokah, tako kot je rekla mati Terezija. Ja, zelo lepo, ker kdaj slišite tudi, a ne, da na ta način delam nekaj novega, če nekomu preko SMS ali pa drugače napišem en stavek, ki ga tisti dan spremlja, s katerim živi. Sem hvaležen, da vsak dan molim z Svetim pismom. Se pravi, duhovniška molitev je brevir, ki je večji del prav iz Svetega pisma. In poskušam najti, kot sem slišal tudi včeraj Globokarja v oddaji v živo, sem rekel, poglej, pa sva on sicer doktor in profesor, jaz pa nič od tega, ampak nekaj pa imava skupno. On moli brevir in beseda, ki ga posebej nagovori, jo nosi tisti dan v sebi in izkuša osmisliti vse dogodke, vse srečanja, vse pogovore, ne da ponavlja tisto besedo. Ne. Je to lahko hvala, je to zaupanje, lahko je pogum, lahko je to mir, je to lahko ljubezen in toliko. Zdi se mi zelo, zelo, zelo prav, da s takimi majhnimi, drobnimi ki iz Svetega pisma, ne pustimo, da nas Gospod obnavlja. Velikokrat slišim, kako so veseli, da imajo bolniki tudi maš na domu, kjer lahko slišijo Božjo besedo, Sveto pismo, da jih tudi to prenavlja. Je pa, bom zdaj spet zelo oseben, bom se spomnil dogodka pred Božičem. Ja, preprosto so me jaslice ukradli. In hvala Bogu, da sem jih prej fotografiral, tik pred Božičem, ker potem so bile ukradene. In ste že vsi odkrili to resnico tega tatu, kdo je ukradel, a ne, takrat je nastopilo bolj toplo, še par kapljic dežja in jaslic ni bilo več. Takale so bile, tik pred Božičem, morda boste videli, zelo preprosto. Snežene jaslice. Snežene jaslice,
na Vodnaku, na samostanskem vrtu pri Marijinih sestrah na Dobrovi. To sem dal na A4 format, potem je bilo to moja letošnja voščilnica vsem ordinarijem, tudi predsedniku države, Pahorju, pa Janši, pa Poklukarju, pa ne v mojem imenu sam, ampak v imenu vseh bolnišničnih duhovnikov sem poslal to voščilo. Zakaj zdaj omenjam? Da bi dolžil tiste, ki so mi jaslice ukradli? Ne. Ampak, če smo na tem, kaj narediti novo, vsak me je rekel, pa bi postavil jaslice, saj ima še kakšne figurce. Ne, sem rekel. In sem pustil smreko, naredil sem en velik križ iz breze, pa angela postavil poleg. In zdaj ste lahko že ugotovili, kaj sem jaz hotel s tem povedati. Jaslice, dogodek Božiča je krasno. To je začetek našega odrešenja. Ampak potem, po 33 letih, je Jezusova smrt, Jezusovo vstajenje in tisti angel in prazen grob, pa križ poleg. Hotel sem to povezati, a ne Božič, pa Velika noč. In zdi se mi, da to skrivnost odrešenja zares preveva nas, potem je vsaka nedelja, kot je, rečemo, mala velika noč, ena velika spodbuda za sprejemanje trpljenja, bolezni, sprejemljanja drugih, ki so bolni, prav pod tem žarkom velikonočne skrivnosti, Jezusovega vstajenja. In mislim, da sem prav hvaležen, da so jaslice odšle. Nekaj sem tudi zapisal, zdaj sem jaz povabljen, da sem Jezus ali Marija ali Jožef ali pastir. Bog ne daj, da bi bil kakšna žival, posebej kakšna huda žival. In pustimo, da Gospod dela novo, tudi po takih dogodkih, ko so včasih, ko sem komu povedal, da so me jaslice ukradli, poglej, pa to v današnjem času, pa tam na samostanskem vrtu, pa duhovniku, pa še nekaj. Na ta Vodnak sem prenesel na svetega Jožefa lansko leto, ko je bilo že zelo hudo za koronavirusom, po končani maši z moštranco, sem šel po hiši in potem postavil gor na ta Vodnak moštranco, ker so bile zdaj jaslice, in še nazaj stopimo v Sveto pismo, a se je Jezus srečal s Samarijanko tudi pri vodnjaku. In veste, kaj se je tam zgodilo in kaj se je dogajalo. Tako pravim, če povezujemo te dogodke, kdo naj sliši to vabilo, glej, vse delam novo, nam je toliko podarjeno, toliko možnosti, da če slišimo, če poslušamo, bo svet bogatejši in več sreče in več veselja in več upanja ob vsem. Najlepša hvala, Miro, se mi zdi, da je tako nekako lepo ste zaokrožil od tega rojstva v božičnem času, ne pa življenja, ki je polno nekih preizkušenj, ki pa nas utrjujejo v veri, prav zato, da bi lahko na koncu tudi mi ostali preko Božje ljubezni, ne po svojih zaslugah. Zahvaljujem se vam, Miro, za res te vaše dragocene besede in izkušnje, ki ste jih podelili z nami, pa morda zdaj vidim tukaj v živo nas je v bistvu preko Zooma kar nekaj, če ima morda kdo kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar, kaj, kar bi rad podelil z vsemi ali pa vprašal gospoda Mira Šlibarja, vas lepo povabim, lahko napišete v chat, lahko se pa tudi junačite in kar prižgete mikrofon in vprašate.
Če pa ne boste danes, pa lahko me tudi osebno ali po telefonu, ali pa, ko bodo možni obiski, tudi osebno vprašate. Ali pa mi kaj poveste. Veste, zelo pomembno je, da je človek pripravljen se vedno učiti. In jaz, hvala Bogu, trudim se, kdo bo rekel, ja, sej misliš, da že vse veš, ampak še daleč ne. Posebej, ko se treba takole skloniti, veste, na takšnega bolnika, otroka. Ampak moč pa dobivam tudi takole, veste. Mečkeno vse zaznate, Se vidi. Se pravi, in so pa tudi prijatelja s papežem, tako da imamo v normalnih časih vsako leto tako mednarodno konferenco, pa mi je tako stisnil, veste, roko, če dobro pogledam, ima papež popolnoma bel prst. Zdaj ne vem, kaj je hotel reči. Morda prav to, glej, da bo še kaj dobrega naredil, da bo še kaj novega ustvaril. Pa ne sam, ampak z Gospodom. Hvala, Miro, še enkrat za vse, kar ste res povedal. Morda, ker je ravno nedelja in vi duhovnik, bi vas prosila, preden se razidemo, preden zaključimo, še za vaš duhovniški blagoslov nam vsem. Odkje sploh meni ta čast, ko ste rekli, da sem edini duhovnik v takih pogovorih na tem svetopisenskem maratonu? Ja, med letošnjimi gosti ste res edini duhovnik. Ne vem, kako sem padel noter. Jaz sem zelo veliko premolil za vas vse, ki boste ta večer, bomo skupaj. Vesel sem, da je to nedelja in že prej sem omenil mala velika noč. In smo povabljeni, da smo vedno ustvarjalni skupaj z Gospodom. In ne bom pozabil stavka, ki ga večkrat na dan vidim, ko pridem v našo kapelo, pri Marijinih sestrah, piše pod oltarjem: naj bo moje življenje polno tebe, Jezus. Naj bo moje življenje polno tebe, Jezus. A je to beseda ob temi svetopisenskega maratona? Mislim, da ko bo moje življenje res polno Jezusa, potem bo prenova velika. Potem bo Jezus lahko delal skupaj z nami. Zato, ko ste rekli za blagoslov, in ker je danes, ker smo tudi v tednu edinosti cerkve, pa bom dal blagoslov, ki ga vsako jutro podelim iz svoje sobe, ko vstanem, in to je blagoslov patriarha, moskovskega patriarha Kirila. Takole naredim vsako jutro. In zdaj boste tudi vi vključeni v ta blagoslov in vas tudi sedaj blagoslovim. Naj vas blagoslovi Bog Oče, ljubezen, ki križa, Sin, križana ljubezen, Sveti Duh, zmagoslavna moč, ki izhaja iz Očeta in Sina. Amen. Amen. Naj bo Gospod z vami in ostanite Jezusovi prijatelji med seboj in ne pozabite tistih, ki papež tako ceni, posebej malih, bolnih, beguncev, vseh preizkušanih. Hvala lepa, da sem smel biti z vami. Hvala lepa vam, da ste bil naš gost in hvala za res tako lep in dragocen blagoslov. Zdaj pa, če lahko jaz vas samo še spomnim, vse, ki ste z nami, na jutrišnja dogodka. Jutri imamo kar 2 dogodka, in sicer prvi je namenjen otroškemu veselju in spoznavanju Svetega pisma. Glej, vse delam novo, Bog je spremenil življenje Mojzesu. Ta
dogodek za otroke bo potekal ob 18. uri, tudi preko Zooma, v programu imate povezavo. V drugem dogodku ob 20. uri pa bo potekala okrogla miza z izseljenimi Slovenci o njihovih novih začetkih v novi oziroma drugi tuji zemlji. Tako da prisrčno vabljeni tudi na te dogodke, prisrčno pa vabljeni tudi, da z molitvijo podprete ekipo svetopisanskega maratona, to je ekipa prostovoljcev, ki v bistvu celo leto na nek način živi za svetopisanski maraton in ga ustvarja najprej kot idejo, potem pa kar s trdim delom nekje od septembra, oktobra naprej, tako da jih dajmo vsi skupaj blagosloviti in se jim zahvaliti z molitvijo. Tisti pa, ki lahko, ste povabljeni tudi k darovanju. Na spletni strani svetopisanskega maratona je en gumbek, kjer piše daruj, tako da ste povabljeni tudi k temu, da bomo lahko letos so bili sploh tehniki pa cela ekipa v bistvu že kar bolj izkušeni kot lani, ko je bilo za nas res vse novo s prehodom na daljavo, na Zoom. Prej smo gostili v Viški župniji oziroma v kapeli Viške župnije. No, zdaj pa tako zaobjamemo v bistvu lahko več domov, kar je tudi en blagoslov. Vsem se vam res lepo zahvaljujem za vaše spremljanje, za vaše molitve. Želim blagoslovljen teden tudi z moje strani. Miro, vam pa res hvala za današnji pogovor, hvala za vse dobro, kar naredite in predvsem za vso dobro voljo in da Jezusa prinašate, zavid ga v dobro voljo tam, kjer je veliko trpljenja. Se mi zdi, da se to tudi nekako vleče, ker že včeraj je Nace Volčič nekako poudaril to, kako je upanje dostikrat večje in bolj doma tam, kjer je trpljenje. In tudi vi ste danes to izžareval v bistvu, kako je Božja ljubezen močna tam, kjer je človeško telo mogoče najšibkejše. Hvala lepa tudi voditeljice Vanji, da je to vlekla iz mene. In še enkrat vam lahko noč želim in ustrajajmo tudi na maratonu. Veste, ustrajnost, to je lepa čednost. Potem je tudi več zdravja, če hodimo, če imamo cilj in da smo v dobri družbi. Hvala. Z Bogom. Bogom. Z Bogom. Lahko noč, Bogom. Lahko noč.